Gospod Tonin, ste vi namerno lagali in zavajali javnost, ko ste tudi še včeraj zatrjevali, da niste nikogar obveščali o ugotovitvah KNOVS-a, ne? Iz policijske ovadbe pa izhaja, da ste s poročilom to storili. Ne, tudi vi ste danes navrgli kar nekaj hudih obtožb, ampak greva lepo po vrsti. O kazenski ovadbi, o kateri govorite, jo mi še nismo videli. Gre za kazensko ovadbo politizirane policije, ki jo je prevzel praktično Gibanje Svoboda, takoj potem, ko je bila odslovljena gospa Bobnar, in mi samih določil oziroma samih stvari v kazenski ovadbi ne poznamo. In včeraj, ko so me vaši kolegi novinarji zasliševali in namigovali, da ne bi izdajali tajne informacije, sem jasno povedal, da nobenih tajnih informacij nismo izdajali in da nobena skupina znotraj Nove Slovenije ali kakorkoli ne obstaja, kjer bi take tajne informacije delili. Včeraj pa je bilo potem zvečer, ker je bilo rečeno, da so me demantirali. Jaz praktično nisem vedel, kaj je v teh kazenskih ovadbah, še danes ne vem, kaj je v njih. Ne bi pa obstajala neka skupina DARS, kjer ne bi se mi te stvari noter pogovarjali. Takšna skupina DARS ne obstaja, ker bi govorili o KNOVS zadevah. Obstajala je pa skupina DARS, ker smo pač premljevali DARS zgodbe, vsekakor pa ne KNOVS zadeve. In tukaj gre očitno za neko lepljenko, ki jo dela policija, in jaz se ne bi čudil, da bi se nam zgodilo zelo podobno, kot se je zgodilo poslancu Magajni, ko so se pojavili neki dokazi, potem so pa te dokazi iz policije slavnostno izginili. Hočete reči, da vi v skupino DARS niste napisali sporočilo nadzor opravljen, v zadnjih 2 letih ni bil odrejen prisluh zoper nobeno številko na listi? V skupino DARS jaz tega nisem napisal. Kam drugam, gospod Tonin, s kakšno drugo sporočilo, da ste ga poslali gospodu Vrtovcu? Potem, ko so bile stvari objavljene v medijih, smo se seveda izdatno o teh stvarih pogovarjali, ampak veste, nas preganjajo zdaj za stvari, ki jih je policija na isti dan našega nadzora delila z Vesno Vuković, takratno generalno sekretarko Gibanja Svobode. In nas ne generalna sekretarka Gibanja Svobode, ne policija nista nikamor prijavila, celo več. Generalna sekretarka Svobode Vesna Vuković je klicala posameznike s te liste naokrog in se zaklinjala, češ kaj se grejo, da te stvari dajo preverjati v opoziciji. Celo policija je včeraj sporočila, da je bil nadzor opravljen na zakonit način. Potem so pa menda dodali, da so se pa okoliščine spremenile, te okoliščine pa so bile, da smo bili tik pred evropskimi volitvami in danes smo pred tem, da naprimer ima koalicija težave, da je bil notranji minister interpeliran, da se ljudi pretepa po Sloveniji in tako naprej, je pa ponovno primerno, da te stvari pridajo ven. Ampak vseeno, gospod Tonin, ali vi ne dopuščate možnost, da je policija potem, ne vem, dobila dodatne ugotovitve in ali vi torej trdite, da si je policija to sporočilo izmislila, da vi takšnega sporočila niste nikoli nikomur napisali ali ga poslali? Takšnega sporočila v skupini DARS ni. Ampak kaj pa druge? Kaj pa ste poslali to komu drugemu? Druge smo se po teh stvarih veliko pogovarjali. Potem, ko so bile stvari javno objavljene, ampak tudi gospod Slak, a ste vi prebrali, kaj nam očitajo? Očitajo nam, da ne bi delili, da se nikomor ne prisluškuje. Od kdaj pa je to tajni podatek? Veste, jaz sem v tej komisiji KNOVS že kar nekaj časa in se je izoblikovala parlamentarna praksa, da ljudje, ki so zaprosili komisijo, da se preveri, če se jim nezakonito prisluškuje in če se je ugotovilo, da se jim ne prisluškuje, smo jih o teh stvarih tudi obvestili. To je bila ustaljena parlamentarna praksa. In zdaj nam očitajo in nas kazensko preganjajo, ker smo delali po istem kopitu, kot se je delalo v vseh preteklih letih, in da ne bi delili informacije, ki jih je isti dan dobila generalna sekretarka Svobode in jih delila s portalom Necenzurirano, ki je te stvari seveda objavil tik pred evropskimi volitvami, ker nam je hotel škodovati. Jaz mislim, da je tukaj slika absolutno jasna, gre za preusmerjanje pozornosti pred vladnimi težavami in gre za diskreditacijo Nove Slovenije, ker se zavedajo, da če bodo oslabili Novo Slovenijo, bodo bistveno zmanjšali možnosti za desno-sredinsko vlado. Stvar je zelo prozorna. Ampak gospod Tonin, v prispevku smo vi vas slišali vašo izjavo, ko ste vi dejali, da se zavedate oziroma da o ugotovitvah Komisije za nadzor nad varnostnimi obveščevalnimi službami, ali se nekomu prisluškuje, ali se nekomu ne prisluškuje, o tem niste nikoli govorili, zdaj pa govorite, da ste govorili očitno potem, ko so stvari prišle v javnost. To je kršitev zakona, o tem se ne sme govoriti.
Absolutno ni kršitev zakona. Imate 3 možnosti. Prvič je, da se nekomu zakonito prisluškuje, gre za tajni podatek, ki smo ga dolžni varovati. Potem lahko se nekomu ne prisluškuje in navadno se javnost o teh stvarih ne obvešča, se pa obvešča pobudnike. In potem je še tretja možnost, da se nekomu pa seveda nezakonito prisluškuje, takrat se pa seveda pričakuje reakcija javne od KNOVS-a, ker je treba obraniti pravno državo. In te stvari so tudi po vseh ostalih evropskih nadzornih komisijah jasne, nas naj bi pa zdaj preganjali zaradi tega, ker ne bi nekomu povedali, da se mu ne prisluškuje. Pa kdo je tukaj nor? Povejte mi, od kdaj je ta podatek, da je danes dan ali pa večer tajni podatek. Ampak gospod Tonin, vi ste v prispevku, ki smo ga videli, dejali, da če komisija ugotovi, da se nekomu ne prisluškuje, da se o tem molči. Zdaj ste kontradiktorni. Da ste dolžni molčati o tem. Ne, ja, in se o tem ne obvešča javnost, ampak se obvešča pobudnike, zaradi tega, ker je treba tudi, ker ste se delali tudi norca, recimo z gospoda Janeza Žaklja, ki je predsednik komisije, ki je ravnal profesionalno, ker tisti, ki se obrnejo na komisijo, je treba tudi njihovo identiteto varovati na ta način, da se ne razglablja v javnosti, kdo je vse te stvari predlagal, ne? In to je točno gospod Žakelj naredil. In to sem jaz povedal na tej novinarski konferenci, da vkolikor se ugotovi, da se ne prisluškuje, seveda molčimo in o tem ne seznanjamo javnosti. Je pa logično, da se obvesti potem pobudnika, ker to je bistvo civilnega nadzora. Veste, če nekdo zatrjuje, da se mu nezakonito prisluškuje, potem povejte, kaj je smisel neke take komisije, ki jo ima parlament, da tega pobudnika ne sme niti obvestiti, če hočete, niti pomiriti, da se mu ne prisluškuje. In kdo je bil potem, gospod Tonin, kdo je bil potem ta pobudnik? Kdo je bil ta pobudnik? Kdo je bil ta pobudnik potem, ki ste ga vi obvestili? Torej, jaz sem z te liste poznal po telefonskih številkah tri pobudnike. Ampak potem ste vi njih obvestili, da se jim ne prisluškuje. Ste šli vi v preverjanje telefonskih številk zato, ker ste želeli izvedeti, ali so prisluškovali šefu Darsa Valentinu Hajdinjaku, Damjanu Jaklinu, zato, da bi izvedeli, ali Hajdinjak po telefonu govoril kaj takega, kar bi ga lahko spravilo v kazenski pregon, in bi vi lahko potem predčasno pripravili njegovo obrambo oziroma ga obvestili, pazi, kaj govoriš po telefonu, policija ti prisluškuje. Gospod Slak, ta nadzor je bil upravljen potem, ko je gospod Hajdinjak že odstopil. To je prva stvar, Druga stvar, ta slavna afera Dars, ki so jo lansirali vaši novinarji, temelji na navedbah nekega podjetnika, ki je podkupoval gospoda Snežiča in danes je v Darsu vse isto, nič se ni spremenilo, razen tega, da to vodi Svoboda. Tako da je popolnoma jasno, kateri ljudje imajo interes, da dajo pobudo na komisijo. Tisti, ki se pojavljajo v različnih aferah. To je institut te komisije, da imajo ljudje možnost, da se preveri, ali državni organi delajo na zakonit način. In iz tega se dela glavna drama, kdo je dal pobudo. Meni se zdi logično, da so pobudo dali tisti, ki so se pojavljali v medijih, v javnosti, o katerih se je poročalo, o katerih so se objavljali posnetki, kaj so govorili, kaj so počeli. Jaz mislim, da so imeli več kot utemeljen razlog, zakaj so te stvari naredili. In dajte, še bistven podatek je, Gibanje Svoboda, Vesna Vuković in policija je to vedela novembra 2023. In zgodilo se ni nič, a veste do kdaj? Do aprila 2024, ko se je začela volilna kampanja za evropske volitve. Zakaj že? Verjemite mi, da se bo ta zgodba seveda nadaljevala in pred vsakimi volitvami bodo prihajali s to zgodbo ven. Ampak to je klasičen političen obračun, ki ne sodi v sodne dvorane, ampak sodi v parlament, kjer se pač mi politično spopadamo. Ampak gospod Tonin, vi trdite, da si je policija v kazenski ovadbi to sporočilo izmislila, da ste ga vi poslali v skupino Dars. Hočete reči, da je policija prirejala dokaze, ker to je kaznivo dejanje, Gospod Slak, vse o verodostojnosti policije govori to, da ima to kazensko ovadbo očitno Televizija Slovenija, ki jo ne želi z nami deliti, da jo imate tudi vi. Mi, ki pa smo ovadeni, jo pa nimamo. Mene zelo zanima, zakaj policija zdaj te podatke spušča ven. Če je vse stvari čisto, potem bomo to seveda opravili in bojo obračunali z nami na sodišču. Jaz mislim, da je stvar popolnoma jasna, ker nimajo konkretnih opremljivih zgodb proti nam, zdaj to stvar preko medijev lansirajo in mi naj se pa branimo
ker niti ne poznamo, kakšna je kazenska ovadba. Jaz ne vem, katera sporočila so vključena v to kazensko ovadbo. Lahko, da gre za čisto lepljenko. Sem pa včeraj preveril, da stvari... Smo vam povedali, katero sporočilo je vključeno v to ovadbo. Nadzor opravljen zadnje 2 leti in to naj bi bilo v kazenski ovadbi, piše vaše sporočilo poslano v skupino Darsa. Vi to zdaj še vedno zanikate, da tega ni in da niste nikomor poslali sporočila s takšno vsebino. Samo to me še zanima za konec. Torej, v času, ko se je ta stvar dogajala, zagotovo ne. In zagotovo ne v skupini Dars. Kot sem povedal, smo tam premlevali druge stvari. In ta stvar, ki se dogaja, je resnično izjemno prozorna in se z vesoljem vidi, da gre za političen obračun z Novo Slovenijo. Ampak kaj ste napisali potem kasneje to sporočilo komerkoli? O teh stvarih smo se pogovarjali kasneje, ko je portal Necenzuriran o teh stvarih že pisal in smo izdatno razglabljali o teh stvarih, predvsem zakaj so 5 mesecev čakali, ne? In zakaj so objavili samo številke, ki so povezane z Novo Slovenijo. Vseh ostalih 10 številk pa niso objavili. To je bila naša debata in naša razglaba. Glejte, to je uredniška presoja, ne? Kaj se objavlja, kako se objavlja in kaj se ne objavlja. Ne? Prav gotovo so bili verjetno, so že imeli razloge, ampak mene zanima bistvena stvar naprej. Vi ste dejali, da v času, ko je bila nadzor opravljen, tega niste poslali, tega sporočila. Kaj ste ga poslali komu kasneje? Gospod Slak, 3-krat sva to že premlela. Povedal sem, da v času nadzora... Ker niste odgovorili, niste mi eksplicitno odgovorili. Ničesar obveščal, kasneje pa, ampak ko so bile stvari že javno objavljene in ko je te iste informacije dobila tudi Vesna Vuković. Boste morda zaradi teh stvari, ki obremenjujejo Novo Slovenijo, odstopili glede na to, še pred jesenskim kongresom, glede na to, da to prav gotovo obremenjuje stranko? Glejte, ta zgodba se vleče že ves čas. Bistveno stvar je pa samo to, da je Svoboda želela prevzeti Dars, ker niso imeli razlogov, ker niso imeli konkretnih argumentov, so to naredili z namišljenimi aferami. Vprašajte se, kaj se je po tem času na Darsu spremenilo? Nič. A se je pri avtoletah kaj spremenilo? Nič. A je kakšna revizija ugotovila kakšne nepravilnosti? Nič. Jaz mislim, da tukaj je precej jasno, da je šlo za spopad za Dars in da ni bilo druge, kot da nas oblatijo. Najlepša hvala za tale pojasnila. Bomo videli, kako se bo zgodba razpletla. Hvala. Prosim.